Ustvarjalci avtomobilnosti redno izvajamo najrazličnejše vozniške delavnice, s katerimi vam pomagamo dvigniti nivo vozniških veščin. In stalnica v naši ponudbi je zimski vozniški trening, ki ga zdaj že 4. leto zapored organiziramo na ledenem poligonu pod planiškimi letalnicami. A kakšna je vsebina naše delavnice? No, to smo vam že lanskega februarja ponudili z besedami našega hišnega inštruktorja Andreja Brgleza. Tokrat pa vam bodo, kaj tukaj učimo, s svojimi besedami predali letošnji nagrajenci. Ko je sneg, prvi sneg, gremo na prvo parkirišče in takele stvari počnemo. Je pa res, da tle je quattro in je malo druga zgodba. Tle moraš pa gas dodati, zato da te potegnejo še, da primajo še zadnje gume in da povlečejo ven iz ovinka. Dostikrat pomaga več gasa na mesto manj. Da ne zaviraš takrat, ko treba pritisniti na gas. 3, 4, tako še vas. Kaj je bilo novega? Ta izkušnja štirikolesnega pogona mene je fascinirala, rečemo, kako elektronka deluje na avto. Lahko ga še tako preganjaš, ti poskuša, rečemo, 80% držati smer. Vsak kolo ima svojo funkcijo. En se hitreje obrača, drug počasneje. Vsak kolo posebej. Čutiš, da nekaj bremza. Čutiš, kako guma dela na recimo cestišču. Težko, da bi lahko tako dobro vozil brez elektronke. To je že tako polračunalnik, bi rekel. Ne moreš verjeti, kaj lahko ti avto vse pomaga pri vožnji. Dober avto veliko naredi. Tehnologija veliko pomaga. Če znaš vsaj malo s tem, bi rekel, s to tehnologijo govoriti in ta jezik, kot je gospod Andrej rekel, če znaš jezik avtomobila, da se dosti lažje lahko v takih nelagodnih situacijah znajdeš. Najbolj fascinantno je bilo tisto, ko smo se spustili po hribu, ne vem, je bil 20 stopinj plus, kako praktično samo z volanom, ki ga malo pomagaš obrniti in te pripelje po hribu brez problema navzdol. Z ročnim, po moje, ni variante, da priješ. Samo spustiš se po klancu in ti sam avto vse naredi dejansko. Ko pri pametnih telefonih se že govori, da so že skoraj bolj pametni od nas. Meni je bilo najbolj fascinantno, ker se bojim navzdol peljati. In tle je bil hrib in polsko in led in če ne bi inštruktor rekel pejt, ne, sploh se ne bi upala. In rekel spusti vse, ja ne, moram bremzati, ne, nič. In avto res vse sam naredi in brez problema. Še malo, čakaj. Tega. Predpogoj, to je pa pravilno sedenje, pravilni položaj za volanom. Seveda v avtošoli ti nihče ne pove, kakšen kot noge mora biti, če recimo pritisneš na zavoro ali pa na sklopko, ali kako si odmeriš dolžino do volana. Roka mora biti, se pravi zapestje, moraš imeti na vrh volana, ker jaz sem navajena, da majčkeno bolj ležim. Pravilno sedenje, ni tisto, da si stegnen, pa frajarsko voziš. Da nismo v tisti, bi rekel, coni udobja v sedežu. Ampak dejansko, da vidiš, da se opreš na zadnji del in da vidiš, da imaš noge pravilno pokrčene. Pomembno je, če pride do trka, da si na zlomu. Volan si moraš dati dosti nizko, da imaš res pregled naprej. Da ti lahko zelo hitro premikaš roke. Držiš volan tako in pol probaš z občutkom, glede na kolesa. Moraš biti pa nežen, ne smeš biti grob, pa hitro z glavo razmišljati. Jaz sem recimo malo prepočasna v ovinkih. Ko nas zanaša, da gledamo v smer, kam gledamo in potem nas tudi avto do kaj pele. Gledati iz ovinka, to je najbolj pomembno, oziroma tam, kjer imaš pot, da lahko greš ven, da najdeš rešitev. Pravilno sediš v avtu, bolj občutiš avto in takoj začutiš, ko nekam avto gre, ki je zadnji konc, preden konc. Moraš biti tisto, da si v bistvu ukleščeno sedeš, ker se mi zdi, da je polje pa res tisto občutek, ko ti avto reče zdaj pa tja,
od dlani proti hrbtenici in na dlaneh, v riti, v stegnih, na ramenih. Cel telo ti dela. Mislim, res čutiš in v nogah in v hrbtu, da avto dela. In tako v bistvu po celem telesu dejansko začneš govoriti jezik avta, bi rekel. Skupaj nazaj, gas. To. Pa na drugo stran, odlično, super. Super je, zato ker tukaj te inštruktorji pohvalijo, ne? Da imam nek feeling, no, in to mi je ful dober. Doma pa slišiš samo to, nisi prav naredila to. Taki dogodki, ki so danes, so perfektni. Vse je bilo novo. V kateri fazi ovinka recimo je potrebno dodajati plin, v kateri fazi odvzemati, kako volan obračati, kdaj kontrazaviti, zato da se boš rešil, recimo, da boš zopet ravno peljal. To so vse take stvari, ki pač nekdo ti jih mora povedati. Jaz veliko spremljam te stvari. Jaz v bistvu nisem kaj dosti novega izvedel, zato ker sem tudi lansko oddajo gledal. Ampak načeloma je tako, da če ti nekdo pove, nimaš kaj dosti od tega. Moraš probati. Je koristno definitivno, ker se znaš potem znajti na cesti. Ker jaz, ne vem, jaz pripeljem v ovink, to bo šlo. Tle pa vseeno ti dajo neka navodila, nek občutek dobiš. Hvala, super, je bilo fajn, ekipa ste. Kaj ne rečem, dobro delate, meni je všeč oddaja. Veliko te na netu pogledam, dostikrat imate kakšno mnenje, ki se čist ne strinjam, ampak načeloma super. Moj je rekel, da je to za Valentinovo, tako da super se je potrudil. Pa je rekel, da je vse sam plačal. A bo zvozil? Bom, da ne bo najel po vozu. Vidim, jaz slišam.